kot znanstvenik se ukvarjate z zanimivim področjem, katerega vsebina je opredeljena pro futura, se pravi za prihodnost. Gre za futuristično tehnologijo, ki utegne spremeniti delovanje logičnih vezij, ki jih imamo danes nameščene v naših računalnikih. Lahko pojasnite to futuristično spremembo? Futuristične vidike te tehnologije. Ja, ta tehnologija je taka, da kot prvič ne obstaja. Ne? In v svetu se začenjajo pojavljati ideje v tej smeri, kar pomeni sama ideja in tehnologija v neki začetni, v neki inkubacijski dobi, ne? Vedno se to razširi in postane taka širše sprejeta, kot rečemo temu mainstream, smer v znanosti oziroma na segmentu znanosti. Združuje pa fiziko in pa informacijske tehnologije, temelj je fizikalni, se pravi svetloba, medtem ko uporaba je pa v računalništvu oziroma v prenosu podatkov v prihodnje. Ta tehnologija, če bo se razvila uspešno in če bo kompetitivna, kot temu rečemo, se pravi, če bo ustrezala zahtevam računalništva v naslednjih 10 do 20 letih, bo povsem nekaj novega. Ne? In ker enostavno temelji na novem pristopu, na novih snoveh, ki še niso bile uporabljene v tehnologiji, računalniški tehnologiji, in takšen pristop je brez dvoma, bi rekel, futurističen, ker prinaša povsem nov pogled na to, kako bo izgledalo v prihodnosti računalništvo. Vsaj takšno je moje mnenje. Poglejte, približno 60 let traja tehnologija, ki jo uporabljajo današnji računalniki pri prenosu podatkov. Obseg in zahteve so vedno večje za nemoteno delovanje celotne kompjuterizacije. Je zato začela znanost intenzivno iskati druge načine in druge tehnologije? V znanosti se pojavijo, jaz temu rekel, taki valovi. Ko se rodi neka ideja, v tem primeru je bila to ideja o tranzistorju v 50 letih, in potem to pritegne raziskovalce, ker pač enostavno vidijo in čutijo, in imajo tisto intuicijo, da je to nekaj novega, kar se bo razvilo v nekaj, kar ni mogoče napovedati v resnici v tem času. In okrog tega se potem razvijajo pač nove ideje, to dobiva zagon, in na koncu lahko preraste v tehnologijo. In to se je zgodilo z tehnologijo polprevodnikov. Najprej so temeljili na germaniju, so anorganske snovi, kristalne snovi, in potem smo prišli na silicij. Jaz pravim, da je to zame to kamen, tako da smo naredili, od človeštva naredilo tako obrat v ne vem koliko tisočih letih iz kamene dobe in obdelave kamnov na en način, v kameni dobi, do obdelave, sofisticirane obdelave kamnov v današnji dobi. Je pa to še vedno anorganska snov, in človeštvo je v svoji zgodovini izključno uporabljalo tovrstne snovi. Če se je začelo z enim tranzistorjem, še zdaj se spomnim, ko sem kot študent gledal v teh naših učbenikih, ko smo se učili o polprevodnih, ta prvi tranzistor, in če primerjam to, kar je sedaj, kako je ta tranzistor narejen, v polprevodniških vezih, v mikroelektronskih vezih, je to nepredstavljiv napredek. Če bi tista prvotna naprava velika, recimo 5x5 mm, je to zdaj 20 nanometrov. Nano pomeni 10 na 9, 10 na 9, 1 pa 9 ničel, se je to zmanjšalo. Taka en sam element. Ampak to je ključen element, ki uravnava tok elektronov. Stikalo, temu rečemo. In ljudje so potem seveda razvijali naprave na osnovi teh stikal. Vse skupaj potem je bil pomemben korak, je bila integracija. Kako narediti to, da bo majhno, da bo veliko teh elementov na površini,
In to je potem, iz tega nastala potem cela industrija, ne, z, temu rečemo, fotolitografija, se pravi, to so fotopostopki, kjer vzorce prenesete na površino, ne, potem to jedkate, obdelujete in tako naprej. In tu se je potem pojavil problem uporabe svetlobe, ne. Če hočete narediti majhen vzorec, ne, potem morate uporabiti svetlobo za osvetljevanje, ne, z kratko valovno dolžino. In te valovne dolžine so se vedno krajšale in zdaj smo prišli do meje, ko je nemogoče tudi nadaljevati v tej smeri. Torej, vidimo, kako je v približno 60 letih, kako se je ta tehnologija iz preproste ideje razvila v nekaj, kar ni bilo mogoče napovedati takrat, in to je postalo v bistvu osnova vsega, kar imamo danes na področju komunikacij, računalništva, naša civilizacija v resnici temelji na tem, ne da bi se zavedali tega. No, kot pravite, gre seveda pri novem načinu za uporabo svetlobe namesto elektrike, za uvajanje svetlobnih vezij namesto električnih. Ali tudi optični kabli, ki jih imamo pri uporabi interneta, delujejo na podoben način? Tako je. Optični kabli oziroma optična vlakna, ki jih uporabljamo že nekaj 10 let za prenos informacij na velike razdalje, temeljijo ravno na svetlobi. Temelj te tehnologije je bil izum laserja, kot novega vira svetlobe v 50 letih zopet. In ideja pa je v resnici zelo preprosta, če grem nazaj v zgodovino, signalizacijo z svetlobo so se uporabljale že tudi v zgodovini, ladijske komunikacije, če hočete, kurjenje ognjev, tudi na nek način prenos informacije z svetlobo. No in laser je potem omogočil pa nekaj povsem novega, skratka gre za izvor svetlobe, ki ima točno določeno valovno dolžino, točno določeno barvo. To svetlobo je mogoče uravnavati zelo natančno, tako da naredite kratek impuls, kratek blisk, bi temu rekel, in ta blisk usmerite v stekleno vlakno in to stekleno vlakno potem ujame svetlobo z pojavom, ki se imenuje totalni odboj, ki preprečuje, da bi svetloba šla ven iz vlakna, in zato svetloba potuje po vlaknu na desetine kilometrov daleč. Seveda je odvisno, kako čisto je to vlakno. To vlakno je narejeno iz materialov, iz stekla, ki mora biti zelo čisto. In to je bila ena glavnih ovir pri razvoju te tehnologije. No, danes je to nekaj povsem vsakdanjega, po takih vlaknih prenašamo informacije, ki so celo terabitov, zelo veliko količino podatkov na sekundo lahko prenesemo, zato ker tako vlakno lahko nosi veliko število raznih barv, kot bi rekel svetlobe. In svetloba se med sabo ne moti, tako da vse te barve potujejo, vsi ti kanali, kot rečemo, potujejo po tem vlaknu neodvisno eno od drugega, in to omogoča, da je kapaciteta, sposobnost takega vlakna, da prenaša svetlobno informacijo, zelo velika. In to je temelj današnjega interneta in prenosa predvsem velike količine videovsebin po takih mrežnih komunikacijah. No, vi ste tudi nosilec Logos projekta, kjer boste razvijali integrirana vezja iz tekočih kristalov, kjer se sami od sebe, kot pravite, sestavljajo majhne laserje in sami od sebe tudi rastejo. To je res kar nekako zapleteno, povedano. Lajki si res težko predstavljamo to. Ja, v resnici je lahko zapleteno, če hočete. Najbolj preprosto je pa to tak primer, kapljica, kapljica tekočine. Kapljica tekočine se naredi sama. Če razpršite tekočino v zraku, bo zaradi površinske napetosti tvorila kapljico. Podoben pojav vidite tudi, če date recimo olje v vodo, kjer se tudi tvori
kaplja. Ne. In zaradi tega, ker se pač ti dve tekočini ne mešata in tekočina, ki je v obliki kaplja, ne, želi minimizirati površino. In to je lastnost, ki potem privede, da nastane perfektna sferična oblika, samo od sebe. Ne. Ja, kako se pa potem v nek sistem razporedi? To je pa posebna lastnost bolj kompleksnih tekočin. Ne. Če začnemo iz kapljice, ne, je potem vprašanje, kaj lahko iz kapljice naredimo. Ne. Iz preproste tekočine ne moramo kaj dosti narediti. Ne. Če povzamete kapljico tekočega kristala, pa se izkaže, da iz take kapljice lahko začne rasti vlakna. Spaj vlakna iz iste vrste tekočine, iz iste snovi, ne, se spontano tvorijo na površini. Ne. Na to lahko vplivate z zunanjimi pogoji. Ne. Spaj to kapljico date v tekočino, dodate kemikalije, temu rečemo, ne, in te kemikalije vplivajo na površino in vplivajo lokalno, da začne iz take kapljice rasti vlakna. Ne. In pridete že do preprostega takega elementa, ne, kjer imate kapljo, pa potem vlakno, in to vlakno ima recimo sposobnost vodenja svetlobe. Ne. In smo že en korak naprej v gradnji, bi rekel temu, takega preprostega vezja. Ne. Spaj, če gledam zdaj to funkcionalno, ta kapljica je lahko majhen laser. Ne. To je zelo majhno, to je lahko recimo 10-krat manjše, kot je primer človeškega lasu, ne, in iz tega laserja potem gre ven tak vodnik, ne, ki potem to svetlobo lahko vodi pač drugam. Ne. No, na nek način, kot razumem, ne, so te tekoči kristali nek temelj in osnova vašega raziskovanja. A je to recimo, kar ste zdaj govorili, ne, mislim, je, da lahko naredijo tako nitko, ne? Nitko, ja. A je to imanentno recimo tekočim kristalom? Da. To v navadni tekočini dobite poleg kaplje nekatere oblike, ki so blizu kaplje, pa so deformirane. Ne more pa priti do rasti, ne, takih vlaken. To je zaradi tega, ker če se bo potem kasneje povrnila k tekočim kristalom, ne, zaradi zelo posebne sestave tekočih kristalov, ki so tekočine po eni strani, spaj tečejo, ne, in zaradi tega lahko raste ven iz kaplje, zraste vlakno, ker mora snov teči. Po drugi strani so pa urejeni. Urejeni pa pomeni, so te molekule v notranjosti, take tekoče kristale na nek način imajo red, in ta red je potem se preko površinskega reda povzroči rast takih vlaken. V resnici vplivamo na površino tekočih kristalov in zaradi narave tekočih kristalov, zaradi njihove urejenosti na površini lahko potem modificiramo oblike. No, ta vaš projekt Logos, z njim ste tudi uspešno kandidirali pri pridobivanju ERC projektov, gre seveda za najprestižnejše projekte raziskovalne. Dobili ste 2,5 milijona sredstev za 5 let. In projekt predstavlja res nek poseben znanstveni izziv in pomeni neko tehnološko revolucijo. Ne? To ste sicer že povedali, ampak kljub vsemu, zakaj ste se v bistvu odločili za to kandidaturo? Ta kandidatura... Glede na to, da ste že toliko razvijali te stvari, ne? To, kar ste povedali recimo pri lastnostih tekočih kristalov. Ja, v resnici so v zadnjih 10-15 letih nastali, bomo rekel, drobci tega znanja. Ne? V to področje je enostavno vodila intuicija, ne, da tu nekaj je novega. Ne. In iz tega je potem nastalo recimo cela vrsta takih, bomo rekel, delnih odkritij, recimo mikrolaserji iz tekočih kristalov, potem rast vlaken zopet iz tekočih kristalov. Po drugi strani smo se pa v drugih projektih ukvarjali
tudi z tem, kako se kroglice, ki jih da, recimo steklene kroglice, ki jih da tudi tekoči kristal, kako se združujejo samo od sebe, prav zaradi tekočih kristalov. Ne. In ko potem vidite množico teh rezultatov, ne, naenkrat vidite, da pa je mogoče to vse skupaj združiti v nekaj. Ne. Je združiti v tem smislu, da bi iz recimo laser sestavil z drugim laserjem s pomočjo tekočega kristala in bi imel en par laserjev. Ne. Po drugi strani bi lahko vplival, da iz tega laserja ali pa iz sosednjih kapljic rastejo nitke. In te nitke lahko prevzamejo svetlobo, ne, če jih namestite dovolj blizu teh kroglic, bo svetlova prehajala iz laserja v vlakno, ne, in dobite en tak preprost element. Ne. No in ta slika, da pa je mogoče le vendar narediti nekaj funkcionalnega iz teh posameznih elementov, je nastala kar dolgo let. Ne. Jaz bi rekel, da je ta ideja zorija, 10 let kaj takega. Ne. In potem pridemo do neke točke, ko je v bistvu prelomna. Ali bo ta ideja šla naprej, ali pa bo pospravljena v predal in se ne bo z njo nič več zgodilo. Ne. In v ta namen smo imeli kar nekaj projektnih prijav na različne evropske razpise, ki so bili namenjeni tudi novim tehnologijam in smo to predstavili v projektih in smo bili vsakeč 3-4 zavrnjeni, da je to preveč futuristično. Ne. Tako da se je zdelo, da bo to vse skupaj, da je to prezgodaj, da ta ideja prezgodaj. Da pač enostavno ljudje, ki recenzirajo to, ne vidijo tega. Ne. Da to mogoče pa nekaj privede lahko do novih tehnologij in tako naprej. No, potem pa je prišel do čisto osebne odločitve, ko sem si rekel, zdaj sem pa to poskušal na ERC prijaviti. Ne. Kako pa je recimo ta komisija na ERC-ju naklonjena recimo takim projektom, recimo, ko sva začetku rekla, da so to resnično take profutura? Ja. Zelo. Ne. Če vam povem, se pravi, izkušnje so bile dosti negativne, pri takih bolj, jaz bi rekel, to je bolj industrijsko okolje. Ne. Namreč, vsaj ta Horizon 2020 ne bi zelo industrijsko naravnan, kar pomeni rezultat v 2 letih, 5 letih. Ne. To ni dolgoročna investicija v znanje, v razvoj nekih tehnologij, ki bi lahko Evropo zopet pozicionirale kot temelj tehnološki kontinent, na katerem je vsa tehnologija nastajala od 16. stoletja. In je pa zanimivo, da pa ko sem to napisal in vložil na ERC, je tam 10 recenzentov, 10 jih je, vsak napiše svoje mnenje, nihče ne ve en za drugega, in vsa mnenja so bila, wow, to je pa super. Tako je to, takšna je razlika med recenzenti. V bistvu gre za to, kako sestavite razpis oziroma kakšna je usmeritev. Je to temeljna znanost, od ERC podpira vse mogoče, od raziskav gravitacije do rasti dreves, recimo. Skratka, zelo široko je zasnovan in je zasnovan tako, da podpira take ideje, ki so na robu tega, da bi rekli, to pa je malo preveč. Ampak očitno so v teh recenzentskih odborih ljudje, in jaz vem, da so, to so ljudje iz Cambridgea, Oxforda, iz teh vrhunskih univerz, in ti gledajo na znanost, tako kot se je vedno gledala, bi rekel. Ja. No, to vaša raziskava je seveda bazična, sodi v tisto področje bazičnosti, ampak seveda z neko mislijo aplikacije, Ja, to je bilo na področju inženirstva. Jaz sem razmišljal, na katero področje prijaviti. Na fiziki je to preveč aplikativno, čeprav je zelo temeljna ideja. Vendar ima tudi zelo konkreten izid.
neke vrste prototip ali nekaj takega. Ne? In to je pa bolj pisano na inženirstvu, ker želite ustvariti neko napravo ali neki prototip, ki bo pokazal, da ta ideja deluje ali ne. In to me je vodilo do tega, da sem se potem odločil že v področje inženirstva in recimo fotonske tehnologije, ne, so tipično vse tam na tem področju, inženirskem področju. Seveda imate pa recenzente iz fizike, kemije, ne, ampak je specifično področje, ker se v resnici razvija nove tehnologije. Ne. Pa ste zavezani k temu, koliko času mora recimo priti do kakšne aplikacije? Ne, pri tem in pač sledim tistemu, kar sem si zamislil. Vsaj tako pravijo, ne, da pri spremljanju napredka projekta je en gospod, temu reče gospa scientific officer, ne, ki spremlja, kako se projekt razvija glede znanstvene vsebine, ne, in potem je še administrativni officer, ne, ki spremlja, kako se ali pravilno teče vse skupaj, ne? In skratka vsebine bolj vezane na samo izvedbo projekta, na denar, na porabo denarja in tako naprej. Ne? No, profesor Muševič, ko opisujete razvoj te nove tehnologije, ki bo res izvirna, ne? Kako ob takih idejah komunicirate s kolegi po svetu, oziroma tako, ne, koliko drugih skupin se že ukvarja s takimi ali pa podobnimi raziskavami? Ali gre tu za znanstveno sodelovanje ali kompetitivnost? Jaz bi rekel, da je zmes obojega. Ne. V znanosti je bilo vedno sodelovanje, ne. Enostavno, ker gre za ljudi, ki imajo podobne interese, ne, podobno veselje do odkrivanja novih stvari in to nekako to združbo združuje. Ne. To je najbolj znan pojav. Ne. Umetniki z umetniki, glasbeniki imajo svoje interese, ne. Politiki svoje interese, ne, in se združujejo in družijo na ta način in znanstveniki seveda tudi. Ne. In to je zelo pomemben način, kako znanost napreduje, svoje to druženje, izmenjava idej, ne, je bistvena za napredek znanosti. Seveda gre pa pri tem tudi za kompeticijo. Ponavadi se to samo od sebe organizira. Tudi iz osebne izkušnje vam lahko povem, da smo se s kolegi iz Amerike, ne, smo se kar dogovorila, ne, in se izogibala, da bi šla v zelje en drugemu, ne, ampak potem to nekako vozi sporedno in če je področje dovolj široko, je prostora za vse. Ne. Tako da je ta, bi rekel temu, pozitivno, ne, naravnanost je dosti bolj pozitivna glede izidov, ne, kot če da ljudje sodelujejo, se izmenjujejo, delajo na različnih področjih, ki so si blizu, ne, kot pa konfrontacija in ne, ki je vedno negativno. Poglejte, primer neverjetnega sodelovanja se je pokazalo tudi zdaj ob tej COVID pandemiji. Ne. Recimo prestižna znanstvena revija Nature je pozvala znanstvenike po svetu, da se aktivno angažirajo, objavljajo svoje spoznanje in opozarjajo na zgrešene interpretacije. In se tudi tako borijo proti dezinformacijam v javnem prostoru. Ne. Kako kot znanstvenik komentirate tako potezo in pa tak poziv? Meni se zdi, da je zelo pozitiven. Vprašanje pa je, ne, ali bo imel učinek. Ne. Namreč jaz sem skeptičen glede tega, da je znanost mogoče usmerjati. Ne. Lahko, ampak mislim, da bi se znanstveni že tako ali tako, ne, tega lotili, ker je to zanimiv problem, ne glede na pozive, ne glede na to drugo in tretje. Ne. Je pa tako, da v znanosti se vedno motite. Ne. Napake se dogajajo, znanstveniki smo tako kot vsi ljudje, ne, nagnjeni k temu, da delamo napake, sploh napačne sklepe, namerne, nenamerne, ne, kakorkoli to se izkaže. In tu je zopet pomembno, da se o teh zadevah razpravlja, ne, na kongresih, na delavnicah, zdaj bolj preko spletnih komunikacij in tako naprej. Ne.
preko člankov v revijah in tako naprej. Ne. Jaz mislim, da se ni dogajalo nič posebnega, ne, v tej situaciji glede tega dezinformacije in tako naprej. To se je vedno dogajalo. Ne. Mogoče so zdaj v tem trenutku bolj izpostavljene. Ja bi pa povedal naslednje, ne, da se je ravno ob taki situaciji pokazalo, kako naša civilizacija rabi znanost. Ne. Ta civilizacija je nastala na znanosti, ne, iz renesanse je. Ne. In na to smo mogoče malo pozabili v tem, mogoče bi rekel, izobilju, ne, ko je bilo življenje lahko, ne, je bilo pač znanost nekje v ozadju, ne, zdaj pa, ko pride težava, je pa znanost tista, ki jo lahko reši. Ne, in to ne morete drugače, kot da podprete znanosti, ker druge rešitve ni. No, res pa je, da se znanstveniki tudi s tem, ko odkrivajo dezinformacije in neznanstvene resnice, postajajo tudi tarče javnih napadov. Celo več. Dogaja se, da takrat, ko znanstveniki svojo avtoriteto izpostavijo v javnosti, jih preglasijo in jim nasprotujejo dogmatiki vseh vrst. Ne? Lahko tak agresiven odziv naredi veliko škode. Mogoče kratkoročno, ne pa dolgoročno. Ne. Če gledate v zgodovino, ne, so tisti znanstveniki, ki so svojo držo obdržali, ne, so ostali zapisani v zgodovini kot pač pravi znanstveniki. Ne. In jaz mislim, da tudi znanstveniki bi rekel, da smo narejeni in vzgojeni in naučeni za to, da iščemo resnico. Ne. V tem svetu se je že pozabilo, kaj to je resnica, ne, in kaj je laž. Ne. Zaradi vsega tega, kar se dogaja v politiki, ne, v vseh teh novih prijemih in pristopih k resnici ali laži. Ne. V znanosti je pa to osnovno. Ne. Brez iskanja resnice in ugotavljanja, kaj je res in kaj ni, ne, enostavno v znanost ne funkcionira. Ne. In to dela znanstvene drugačne, ne, od ostalih, bi jaz rekel, ne, zaradi specifike. Je pa odvisno od osebne drže, ali se bo znanstveniki izpostavljali ali ne. Ne. Nekateri se izpostavijo, nekateri ne. Tako kot pač ljudje. Mogoče smo znanstveniki zelo bolj introvertirani kot ne, ostali. Tako da je ta odstotek tistih, ki se ne radi izpostavijo, ne, večji kot v ostalih okoljih. Ampak ponujate pa nek nedogmatski način razmišljanja, ne, in tudi pokažete, kako se k kakršnemu koli problemu pristopi s kognicijo, ne. Ja. In s tem tudi socializirate recimo družbo, ne, širše vzeto. Ja, jaz bi rekel, da je osnovno načelo je to, da iščeš, v bistvu vedno iščemo, ali smo se zmotili ali ne. Tudi recimo, ko delamo eksperimente, ne, osnovno je to, da preveriš 100-krat, ali je vse res, kar si odkril, ali je pravilno, ali si pravilno interpretiral. Ne. In ta dvom, ne, je v bistvu temelj vsega, ne, da nisi zadovoljen s tem, kar je, ampak da se neprestano vprašuje samega sebe, ne, ali je to res, ne, ali prav, ali ni. Ne. Glede, ko sem pred nedavnim pač v teh časih govorila z enim od zdravnikov, mi je dejal, da so zdravniki pametni ljudje, da veliko znajo, so pa preveč osredotočeni na svoje ozke probleme in imajo pa širši problem. Je to značilno tudi za znanstvenike? Ja, veste, pamet je več vrsta, ne. Znanstveniki imamo, najbrž tudi zdravniki, zelo specifične pameta, ne, ki je v resnici povezana z željo, ne, da raziskuješ, da delaš tisto, kar te zanima. Ne. To je en tak impuls, ki se mu je nemogoče v resnici upreti. Ne. In tako da smo narejeni po svoje in razmišljamo po svoje in delujemo po svoje. Ne. In ta svet, znanstveni svet, je dostikrat odmaknjen od drugih okolij, ne, tudi ni slišan pač, tako kot je bilo recimo včasih. Ne vem, ne, recimo v časopisih zasledujete
kako je vedno manj vsebina, namenjena znanosti, pa ne vseh, nekateri recimo časopisi so v Indiji, ko sem bil, 3-4 strani, eno stran vsak dan namenjena znanosti, da sem bil prav presenečen. Poglejte naše časopise kot primera, tu pa tam zasledite, so svetle izjeme, ampak to kaže, da je fokus in interes javnosti ni usmerjen v to, to je nekaj, kar ni zelo zanimivo, kar ne vleče, kar ni brano in tako naprej. Tako pač je, tako je narejena naša družba. Kako pa vi v kontekstu teh vprašanj vzgajate in pa odcepljate znanstveno misel in pa odnos do znanosti pri mladih raziskovalcih? In tudi seveda, kakšne kvalitete ljudje, mladi prihajajo danes iz šol? Ja, prvi bi rekel, da je to zelo odgovorno delo, se pravi, učiti in naučiti mladega raziskovalca tega poklica. Ali pa če grem še v šolo, na univerzo, ker predavam študentom prvega letnika, dam zelo velik poudarek na logično razmišljanje in uporabo matematike. Vedno jim rečem, poslušajte, to ni črna magija, to ni kar nek problem, ki pač ga razložite z nečim, kar resnici ne pove odgovora, ampak se morate logično lotiti vsakega neznanega pojava, o njem razmišljati in logično sklepati. In to tudi recimo na predavanjih jih kar učimo, kako logično sklepati in kako pojasniti, recimo zakaj žarnica sveti, ko imate transformator, to je priprava iz magnetizma, zelo pomembna. Imate dve tuljavi, prvo ustvarja magnetno polje, potem pa imate drugo tuljavo, ki je lahko prosta in na njo je privezana žarnica. In če date zdaj to žarnico blizu te prve tuljave, začne svetiti. Kar pomeni, da je energija pač preko prostora iz tiste prve tuljave na žarnico. In kako zdaj pojasniti? In gremo kar po vrsti. Od žarnice, zakaj sveti? Sveti zato, ker teče tok. Zakaj teče tok? Zato, ker se inducira v tej tuljavi napetost. Zdaj pa, če se inducira, zakaj se inducira? Zaradi tega, ker imamo spremenljivo magnetno polje in to magnetno polje potem po zakonu o indukciji povzroči tok v tej tuljavi. Recimo tak primer. Torej logično razmišljanje, da si zgradiš nek logični potek misli, ki so usklajene, ki so pravilne in na ta način resnici se naučiš, kako sklepati na podobnih primerih, ki jih vidiš v laboratoriju. Se pravi, logično sklepanje, v resnici je to tako kot pri detektivih, ko raziskujejo umore in podobne stvari, če čitate kriminalke. Je podoben tok, logičen tok misli in tako naprej. To je tisto, kar jih učim in učim jih tudi to, da je matematika mati in temelj vsega. Brez matematike na mojem mestu je pred fiziko, čeprav sem fizik, ne bi bilo nič. In to je pa temelj današnje znanosti, matematika. Novi izzivi 21. stoletja bodo zahtevali nove kreativne rešitve, s kakršnimi se spopajate tudi vi. In pri novih teorijah, pri novih spoznanjih se pa lahko pojavijo pa tudi dvomi, pa nerazumevanje in tako naprej. Kako znanost in znanstveniki rešujete eventualna razhajanja pri tem? Zanimivo, tudi v zgodovini znanosti je zanimivo, ker nekaj takih primerov. Ja, to je eno dosti delikatno vprašanje, ki vključuje psihologijo, najbrž množic. Tudi sam sem opazil, da se v znanosti formirajo tabori. Tabori, ki zagovarjajo eno stališče, eno interpretacijo, tabor, ki zagovarja drugo stališče, interpretacijo. Jaz sem zelo skeptičen do tega, zaradi tega, ker me to spominja že na religiozen pristop, da nekaj verujejo v.
Eni verujejo to idejo, drugi verujejo drugo idejo. Ne. In študentom tudi vedno pravim, ne, da to ni tisto, kar je temelj znanosti. Ne. Temelj znanosti je vedno dvom, ne pa da verjameš v nekaj. Ne. Vedno moraš dvomiti v nekaj. Ne. In na to jaz mislim, da dostikrat se pozabljajo ljudje, ne, in se grupirajo v tabore, ki vodijo, temu se reče, pozicijsko vojno. Ne. In to se potem odraža pri publikacijah, ne, pač če je nekdo iz enega tabora, ne, dobi recenzente iz drugega tabora, ne bo dobro sprejeto, ne, in to je očitno pač zavira vse skupaj. Ne. Tako da jaz mislim, da je to dosti neproduktiven pristop. Ne. To, kar se dogaja, očitno se temu zaradi človeške narave ni mogoče izogniti. Ne. Vse skupaj pa reši čas. Ne? Zato, da se izkaže neka ideja pravilna interpretacija ali ne, rabite čas. Čas, v katerem tisoči ljudi premišlja, ne? Eden od drugega neodvisno med seboj izmenjuje ideje, ne? In potem zares za časom pridete do rešitve. Ne? To lahko traja tudi 10 let, 20 let. Ne? To so pač znani pojavi, ne? V znanstveni sferi. Ne? To je časovna komponenta in taka na skali 10 let, ni nič posebnega v znanosti. Ne.